Danes v Pomurskem dnevniku bolezen zajela vinograde. Doživi in okusi Pomurja. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Pogled na vinorodne okoliše po Sloveniji bi se lahko v nekaj letih popolnoma spremenil. Vzrok za to pa je neozdravljiva bolezen trte, ki ji pravimo zlata trsna rumenica. Okužene trte zaradi nje slabše rodijo, pridelki pa so posledično manjši in manj kakovostni. Pa si poglejmo, za kakšno bolezen trte gre in kaj pravijo vinogradniki. Slavica Kuzma gre redko v vinograd. Za več tisoč trsov namreč skrbita njen mož in sin, a znake zlate trsne rumenice takoj prepozna. To je to, ne? Tudi na tem območju Ljutomersko-Ormoških goric so bili nekateri primorani izsekati že cele vinograde. 2 jurja sta bim sekala lani, 2,5. Ker sta se razkurila, ker je to že bilo vse suho, pa vse rumeno. Kupi lesa so tako vse, kar bo ostalo tam, kjer so nekoč bili vinogradi, če ne bomo uspeli ustaviti te nadloge, opozarjajo strokovnjaki. Če ne bodo vinogradniki zaznali te grožnje in seveda pravočasno ukrepali, bomo kmalu brez vinograda. Zaradi te bolezni na belih sortah listi rumenijo, na rdečih pa pordečijo. Značilno je tudi zvijanje listov navznoter. Posledično je seveda tudi vino slabše kvalitete. Če bi take groze potrgali, taki grozi imajo bistveno manjšo sladkorno stopnjo in bistveno večji odstotek recimo jabolčne kisline in pa citronske kisline napram vinski kislini in seveda ti lahko kvarijo potem kvaliteto samega mošta. Glavni krivec za bolezen pa naj bi bil ta žužek. Ameriški škržat, ki bolezen prenese na zdrave trte. Zatiramo ga s škropljenjem, a ko zlate trsne rumenice vidimo, je žal že prepozno. Omenjena okužba se sicer na območju severovzhodne Slovenije zelo hitro širi. Zaznani so kar 3 večji izbruhi, 2 v Podravju in 1 v Prekmurju. Odstotek okuženih trt na teh območjih pa je od 5 do 20 odstotkov, našli so tudi vinograde z 90 odstotki okuženih trt. Kmetijski strokovnjaki medtem vinograde v varovalnem pasu redno pregledujejo. Tam, kjer je okužba že prisotna, pa je rešitev le ena. To je odstranitev trte. Običajno pa to naredijo tako, da nekako tako odrežejo, zamažejo, potem pa seveda jeseni s traktorjem ven potegnejo. Trta bi res propadla sama, a bi se v tem času okužile tudi druge, zato je nujno hitro ukrepanje. Bomo vsekali ven, ja, pa dosadle, pa 5 let, če bomo imeli, te pa ne da več nišče delati, pa. Zato v bistvu mora to vinogradnik, ko ima enkrat, bomo rekel, taki odstotek okuženih trt, kot ga ima tukaj, bo to saniral v 3-4 letih, Od takrat bo pa dejansko mogel kar trte, ki bo kazal bolezenske znake, odstranjevati. Tisti, ki se z vinogradništvom ukvarjajo zgolj ljubiteljsko, manjkajočih trt ali celih vinogradov pogosto niti ne zasadijo znova. Predvsem starejši tega niti ne zmorejo. In klopotec tako sčasoma utihne. Regijski promocijski center Expano je priljubljena destinacija tako turistov kot tudi domačinov. Tam pripravljajo številne dogodke in ponudbo za turiste, kmalu pa bo tam tudi svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Več o delovanju centra ter novostih pa nam bo zaupala Helga Lukač, vodja regijskega promocijskega centra Expano. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, za začetek, glede na to, da je poletje že skorajda pri koncu, kako ste zadovoljni z letošnjim obiskom centra Expano? Tudi z letošnjim obiskom v regijskem promocijskem centru in v interaktivnem doživljajskem parku smo zadovoljni. Obisk je soliden. Če ga primerjamo z lanskim letom, ko se je res trlo turistov v poletni sezoni, jih je teh seveda letos nekoliko manj, ampak kljub temu beležimo že okrog 16.000 vstopov v interaktivni doživljajski park. In če primerjamo z lansko bilanco ob koncu leta, ko jih je bilo dobrih 20.000, lahko letos računamo, da bomo postavili nov rekord z obiskom interaktivnega doživljajskega parka. S tem pa seveda pomeni, da bomo toliko več obiskovalcev navdušili za raziskovanje naše regije. V začetku leta pa je promocijski center Expano prejel tudi certifikat Zeleni ključ. Kako je to doprineslo centru Expano in kako se pravzaprav zdaj trudite za ohranjanje okolja? Zdaj že sam
paviljon, torej regijski promocijski center Expano je slovenski paviljon svetovne razstave, torej s njegovo postavitvijo tukaj ob Soboškem jezeru smo reciklirali objekt in torej delovali zeleno, sledili tej naši zeleni zgodbi, revitalizirali smo tudi okolico Gramoznice, Kamešnice, torej Soboškega jezera, kot ga poznamo sedaj in torej ne delujemo v tej smeri. Tudi naše poslovanje kot skrbnega gospodarja je bilo usmerjeno k standardom zelenega ključa, da smo čim bolj zmanjševali porabo energije, vode in seveda še vseh drugih pomembnih dejavnikov, ki so potrebni, da jih upoštevamo pri pridobitvi zelenega ključa. In pravzaprav ta certifikat ali znak zeleni ključ je v bistvu še uraden dokument in naša motivacija, da delujemo še bolj zeleno in da se zavedamo tega delovanja in poslovanja v tej smeri. Seveda. Poleg znaka zeleni ključ pa ste nekoliko izboljšali tudi ponudbo. Pred kratkim ste v ponudbo dodali tudi nov paket Doživi in okusi Pomurje. Kaj vključuje ta paket? V bistvu to gre za nadaljevanje teh aktivnosti, ki so nekako tudi del zelenega ključa. Namreč v enem delu je potrebno zagotavljati vključenost ponudbe v širšem regijskem smislu in že samo po sebi Expano deluje na ta način, da je povezovalec ponudbe v regiji, da je generator nekih novih izkušenj in seveda tudi potem promotor. Torej, ta nov paket, ki smo ga pripravili, s pripravo smo začeli že v lanskem letu, letos pa je bil postavljen na police. Gre za turističen produkt, kjer obiskovalci lahko vstopijo v interaktivni doživljajski park in potem obiščejo enega izmed 8 ponudnikov, pri katerih opravijo degustacijo, torej enega izmed vinarjev v regiji. Kateri vinarji pa so torej vključeni v ta paket? Trenutno imamo vključenih 8 vinarjev, torej obiskovalci lahko izbirajo bodisi med vina Štajer na štajerski strani in okušajo različne tramince ali se odločijo za obisk v Zelinovih, v Gerlincih, probajo Gerlinčana in njihove dobrote na kmetiji, zavijajo nekoliko dlje v Fikšince, k vinu Gerkeš, tudi tam okušanje vin s prigrizki. V osrčju Pomurja ali Goričkega krajinskega parka v Mačkovcih je klet Marov, tudi tja lahko naši obiskovalci zavijajo v okviru tega paketa ali pa se podajo bolj vzhodno na obronke Goričkega, pravzaprav v Tešanovce, kjer kombinirajo vina z različnimi čokoladami v čokoladnici Pasero. Nekoliko dlje naprej v Bogojini je to turistična kmetija Puhan, kjer njihove delikatese odlično dopolnjujejo tudi njihova vina. Ali pa tisti bolj umetniški se lahko podajo v Filovce, v galerijo vin, kjer poleg vina, lepih razgledov lahko uživajo tudi v umetnosti. Tisti, ki pa res presegajo na razglede, pa se podajo v vinsko klet Kelenc, kjer v pitju vina, degustaciji in prigrizkih lahko uživajo v razgledih, ki jih nudijo Lendavske Gorice. Tako da ste praktično zajeli skoraj celotno Pomurje. Ja, drži. Nekako povabili smo k sodelovanju seveda vse vinarje, nekateri so se odzvali, nekateri pa nas v bistvu sedaj kličejo, ko vidijo, da je produkt na polici in da bi se tudi radi pridružili. Seveda mi smo odprti za sodelovanje, tako da lahko razširimo tudi to mrežo. Ker naš namen je predvsem, da obiskovalci, ki pridejo v interaktivni doživljajski park, potem napotimo nekoliko dlje v regijo, da jih razpršimo in da si vsak najde tisto, kar mu najbolj ustreza in na ta način tudi doživi našo regijo. Seveda pa to ni edini paket, edina vsebina, ki je na voljo. Kaj še ponujate turistom? Ja, v interaktivnem doživljajskem parku seveda največja atrakcija je sedaj polet z balonom, sploh ker se približuje svetovno prvenstvo letenja s toplozračnimi baloni. Imamo pa tudi različne razstave. Trenutno je na voljo na ogled razstava Čar lesa. Možno je ogledati si jo do konca meseca avgusta, potem do konca leta je še na ogled razstava našega umetnika Matjaža Gederja v avli Expana.
načrtujemo tudi v prihodnje neke nove razstave in seveda doživetja in aktivnosti rekreacijo ponudi sama okolica jezera, kjer lahko obiskovalci poležavajo v senci senčnikov, ki na drevesa čakamo, da bodo še zrasla, in seveda lahko se tudi kopajo, s tem, da bi pa res opozorila, da to ni kopalna voda, in da je potrebna maksimalna pazljivost. Mestna občina Murska Sobota se tega zaveda, zato je tudi zagotovila v letošnjem letu reševalca iz vode, ki poskrbi za varnost, ampak seveda v tem območju, kjer se on nahaja. Kakorkoli, to ni kopalna voda in res je potrebno biti zelo pazljiv, ko se podajamo v vodo. Pa ne samo tukaj, v katerokoli pravzaprav. Seveda. Je pa novost za raziskovanje Pomurja pri vas tudi panotriper. Kaj bi povedali o tem? Ja, v okviru projekta DigiCool smo zasnovali tudi interaktivno mizo Panotriper Simple. Tukaj pa našim obiskovalcem ponujamo neko dodatno možnost pri planiranju njihovega obiska v naše regije. Namreč že takoj na začetku tega projekta smo imeli infopanele, torej touchscreene, kjer so lahko pogledali našo ponudbo. Tukaj smo pa šli s tem panotriperjem korak dlje. Sedaj lahko obiskovalci dodajo svoje filtre oziroma pač povejo, kako dolgo nameravajo ostati v regiji, koliko časa torej imajo na voljo, kako so mobilni, kaj jih zanima, ali je to naravna ali kulturna dediščina, ali živijo doživetja ob vodi ali v naravi, in glede na vse te njihove kriterije potem seveda njim ta Panotriper Simple ponudi njihov individualni načrt raziskovanja regije. Seveda lahko tudi sami dodajajo posamezne ponudnike, ki jih želijo obiskati in so tudi zaradi tega prišli v našo regijo. Tako da gre res za to individualno in butično izkušnjo naše regije. Ob tem je tudi dodala, da smo povezani z našimi ponudniki v regiji, ki jih imamo čez 100 v mreži, in je zelo pomembno, da imamo ažurirane njihove odprte oziroma njihove delovne čase, kajti le na ta način bodo potem obiskovalci res prišli do tistih, ki imajo ta dan odprta vrata, da ne bodo slučajno naleteli na zaprta. In tudi na tem področju se trudimo, da smo v nenehnem stiku z našimi ponudniki. Super. Kot ste že sami omenili, se kmalu ob Expanu obeta tudi svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Kako potekajo priprave na ta dogodek in kaj bi povedali o samem dogodku? Ja, priprave na dogodek potekajo zelo intenzivno. Začele so se pravzaprav že v lanskem letu, ko smo se tudi začeli pogovarjati s Slovensko turistično organizacijo, na kakšen način ta dogodek še posebej izpostaviti, še posebej poudariti, ker nenazadnje to gre za redko priložnost, ker ta svetovna tekmovanja so na vsaki 2 leti, pa še sedaj nam je korona zagodla, da ni bilo takrat, kot je sicer bilo načrtovano. Ja, zdaj smo z načrti v tistih zadnjih korakih, ker dogodek je pravzaprav tik pred vrati. In morda to, da smo leta 2020, ko smo imeli državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni, nekako že imeli neko generalko, kako takšen dogodek izpeljati, in takratne pomanjkljivosti smo sedaj tudi predvideli, pa jih odpravili, tako da računamo na to, da bo ne samo dobro poskrbljeno za tekmovalce in njihove spremljevalce, ampak tudi za vse obiskovalce tega dogodka, ki bodo takrat prišli v Pomurje in seveda zasedli vse naše kapacitete, ki jih imamo tukaj, in doživeli Pomurje. Super. Poleg tega dogodka se morda v prihodnje obetajo še kakšni dogodki, projekti? V regijskem promocijskem centru, ki ga ima v upravljanju Razvojni center Murska Sobota, seveda smo naravnani k temu, da pripravljamo nove projekte, iščemo neke nove razvojne preboje, pripravljamo tudi načrt razvoja Soboškega jezera s vsemi deležniki, s vsemi vključenimi ob jezeru, da bomo res zastavili takšen plan, ki ga bomo potem tudi realizirali s pomočjo
financiranja iz različnih projektov, da bomo vsi zadovoljni in da bomo res imeli tisto ta pravo smernico, ki smo si jo sedaj zadali, torej trajnostno, zeleno in odgovorno do okolja in do družbe. Torej ja, načrtujemo nove projekte, načrtujemo tudi nove produkte, ki jih bomo v kratkem postavili zraven tega Doživi in okusi Pomurja, vse z namenom, da obiskovalcem ponudimo še nekaj več v paketu, da se bo lažje odločil, kaj naj doživi in da mu ne bo potrebno skrbeti za vse malenkosti. V Expanu bo na ogled tudi razstava o balonih, ki bo trajala od 16. do 23. septembra, torej v času svetovnega prvenstva. Se bodo lahko obiskovalci poleg balonov v zraku čez dan tudi pogledali to razstavo in seveda tudi sami preizkusili polet z balonom, bodisi s komercialnih poletih, ki bodo organizirane. Tisti, ki se pa morda bojijo višine, pa priporočamo virtualni polet z balonom v našem interaktivnem doživljajskem parku, pa verjamem, da bo jih tudi ta prepričal o tem, da je Pomurje res lepo pogledati tudi iz zraka. V oktobru pa načrtujemo že spet novo razstavo, ki bo pa namenjena predstavitvi našega športa. Gospa Helga Lukač, najlepša hvala za vaše odgovore in uspešno delo v Centru Expanu še naprej. Hvala lepa za vaše povabilo in vse dobro tudi vam. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 25 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričku namerili 24, v Murski Soboti in Radencih 25, v Lendavi pa 26 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Šibka burja na Primorskem bo popoldne večinoma ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 17 do 18, dnevne pa okrog 29 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 16 do 18, čez dan pa od 27 do 29 stopinj Celzija. Adaptacija zdravstvenega doma Murska Sobota je v zaključni fazi. V sklopu del so uredili zunanji sloj fasade in zamenjali strešno kritino na objektu. Kmalu pa zdravstveni dom čaka še ena velika investicija, vredna več kot 1,5 milijona. Več o tem pa si lahko preberete na sobotainfo.com. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.